Danes na skupščini nažalost nismo uspeli prepričati večinskega lastnika za to, da bi delničarjem družbe razdelil dividendo v katerikoli višini, hkrati pa strani večinskega delničarja ni bilo pripravljenosti o pojasnjevanju možnosti za izstop malih delničarjev iz družbe. Zaradi tega bi apeliral na ostale male delničarje, da se pridružijo pozivu Vseslovenskega združenja malih delničarjev za izstop iz družbe pod poštenimi pogoji. No, pri večinskih lastnikih žal ni bilo razumevanja za naš nasprotni predlog, ki je predvideval delitev dobička družbe. Ta je bil v lanskem letu skoraj 8 milijonov, v takšni meri, da bi tudi blizu 2500 delničarjev imelo vsaj nekakšen donos iz svoje naložbe. Po vsem tem času, odkar je prišlo do prevzema strani Pošte Slovenije in nenazadnje tudi predloga, ki je bil potem umaknjen za iztisnitev delničarjev, skupaj z nekaterimi drugimi družbami v pretežno državni lasti, na primer Zavarovalnico Triglav, Luko Koper, kapitalsko družbo. Tako da tudi pojasnil s tem v zvezi žal danes na skupščini ni bilo moč pridobiti. Kar zadeva delitev dobička, sem napovedal izpodbijanje, tudi zato, da bi se vendarle pokazalo, ali lahko izgovori o zakonu o interventnih ukrepih na eni strani preglasijo, presežejo zahteve zakona o gospodarskih družbah, ki je, kar se tiče delitve dobička, v takih primerih jasen. No, kot pa vse kaže, žal ne bo preostalo drugega, kot da pristopimo k postopku za izstop delničarjev iz družbe. Zato nenazadnje tudi vabim, pozivam delničarje družbe Intereurope, da se priključijo naših zahtevi in poskusu, da z postopkom izstopa iz družbe dosežemo primerno, pošteno odpravnino in vsaj nekakšen donos za delničarje, ki so družbi zvesti že ves ta čas.